Lepo pozdravljeni zopet v mojem novem blogu EU4U. Nazadnje smo govorili o zdravju in upam, da ste zdaj pa tudi že res prav zdravi kot dren, za kar poskrbi tudi EU, ki nam prežene z enim jabolkom na dan tudi zdravnika v stran. Danes ostajamo pri zdravi prehrani, ki vem, da vam je tako kot meni zelo pomembna. EU spodbuja kmetijsko proizvodnjo, saj je kmetijska politika ena najstarejših politik Evropske unije, ki se je razvila po drugi svetovni vojni, zato da prebivalstvo Evrope ne bi nikoli več stradalo. No, z razvojem in spremembami pa je vse več poudarka na lokalni, bio, ekoproizvodni in tudi razvoj lokalnega turizma se spodbuja z subvencijami. Tako da, če imate v načrtu mogoče razvoj novih biolokalnih produktov in turistične dejavnosti, lahko pri Evropski uniji dobite subvencije v višini do 70 000 evrov. Tako da to ni slabo. Pozanimajte se na svoji najbližji točki Europe Direct ali pa vtipkajte v Google Tvoja Evropa in našli boste portal, kjer boste našli dodatne informacije. Glede vsebnosti živil pa je tudi EU poskrbela, da imamo sedaj navedene vse alergene in možne alergene, kajti vemo, da je v Evropski uniji kar 3,5 milijona prebivalcev mlajših od 25 let alergičnih na različne snovi, med njimi najpogosteje oreške, sadje in pa mleko. Tako da tudi za vaše zdravje, za alergije bo poskrbljeno, kajti na embalaži je sedaj treba navesti vsebnosti morebitnih alergenov. Upam, da pa vseeno ne trpite preveč za alergijami. Jaz imam na cvetni prah, ampak zdaj počasi bo mimo. Naslednjič pa mi napišite, kaj bi radi, da vam predstavim. V mojem novem vlogu na YouTube kanalu, na Facebook strani @mojcarjavec.eu in tudi na moji spletni strani, ki jo najdete pod www.mojcarjavec.eu. Se vidimo prihodnjič. Dober tek.